čudno, da reka teče. Stari vodnaki so bili tako, ko si začel včasih pumpati v zrak. Si pumpu in pole začel kapaca po kapaca in začel. Moramo strati, zato ne začne reka teče, nismo sveženi, ne smemo se ustaviti. Bog hoče, da imamo strajnost. Kdo išče, bo najdel, kdo trka se bo odprl, kdo prosi prejme. Vsak, kdo išče, najde, vsak, kdo prosi prejme, vsak, kdo trka se mu odpre. Tako da mi dosta sami sebe diskvalificiramo zaradi raznih razlogov. Jezus je rekel vsak. In vsak moment tudi jaz, ti. Bog je prvo vrata in kliče, da vstopimo noter, da vstopimo najsvetejše pogumno, kar je previl svojo kri in odprl vrata. Je očistil našo vest, mrtvih delov. Hoče, da sprememo to očiščenje, da hodimo v novo človeku. Da ne pogrevamo staro, da ne jemo stare hrane. Bog je Izraelcem dal vsak dan novo mano. In čim so probali uskladiščati zalogo, je začel smrdeti. Razen za sobotni dan smo bojali. Bog tudi nam obljublja novo mano. Jezus je rekel, kdor zmaga, mu bom dal od skrite mane. Da so določene stvari, ki jih moramo premagati, da vstopimo. In Bog hoče, da vstopimo, da smo deležni. In danes smo brali iz Janeza 4 o odlomku Samarijanke in smo bili, da Jezus se je umaknil v določenem konfliktu, ker je slišal, da so farizeji slišali, da on krščuje več kot Janez Krstnik, se je umaknil in šel po drugi poti. Dobro je tudi mi včasih, da se umaknemo nepotrebnim bojem, nepotrebnim konfliktom. Tudi če imamo prav, tudi če imamo vse argumente, imamo vse, lahko tudi argumente v Božji besedi, ampak je poskrat, Jezus se je uklonil, ni odprl ust, in se je uklonil in je pretrpel sramotenje. Ne glede na to, da ima vso glas, vso avtoriteto, isto je nam dal vso glas, vso avtoriteto, ampak je dokaj je možnost, da se umaknemo, da ne odpremo svojih ust. Pole srečil Samarijanko, ker je prišla po naravno vodo, ampak on ima nekaj več za njo, če je dal živo vodo. Če bi ti verjela, kdo sem jaz, če bi vedela, kdo sem jaz, bi ti jaz dal žive vode. In Bog nam hoče dati žive vode v izobilju in hoče iz nas narediti vodnjake. Ne samo, da mi pijemo, pa da smo postanemo vodnjaki. In večkrat dajemo, več lahko Bog izliva. Dostkrat, če zadržujemo preveč stvari zase, lahko ta voda postane. Zato, ker ne teče, nekoli pridejo pač lahko določene bakterije noter. Hodiš hoče zagreviti to vodo, čez razne okoliščine. Tako da moramo paziti, kaj sprejemamo v svoje srce, kaj pijemo, s čim se hranimo. Jezus je rekel, da pazimo, koga poslušamo, kaj poslušamo in kako poslušamo. Tako da lahko preberemo odlomk iz 2. Mojzesove 15. poglavje 22. Naslov odlomka je Grenka voda v Mari. In to v bistvu je prva stvar, ki je Bog izpeljal izraelsko ljudstvo ven iz služnosti Egipta. Najprej so bile sodbe, ko je bilo svojih Egipčani sprostil ven, obdaroval z vsem zlatom, z imetjem in Bog jih je slavno rešil čez Rdeče morje, v bistvu je uničil sovražnika. Ampak prva stvar, ko so prišli ven proti obljubljenim deželi, so se srečali z preizkušnjo. Tako da lahko preberemo od 22. vrstice naprej. Tedaj je Mojzes odpeljal Izraela od Trstičnega morja in odšli so v puščavo Šur. Tako da Šur je, da boš prišel prejasel v določeno puščavo. To je zika. In če si zmeden, pač boš mislil, da nekaj narobe stalo. Ampak isto je bilo z Jezusom, ker
ki je bil krščen v Svetem duhu, piše, da ga je duh vodil v puščavo, da bi ga sovražnik izkušal. In tudi oni so pač šurje, da so prišli v puščavo in so 3 dni so hodili po puščavi in niso našli vode. Se pravi, Bog jim je obljubil, da jih bo speljal v obljubno deželo, kjer bo mleko in med, bo deželo izobilja. Ampak oni prvi stvar, ko so naleteli, je bila puščava in bili so ženi, 3 dni so v bistvu niso imeli vode. In potem piše, prišli so v Maro, pa niso mogli piti, ker je bila grenka, odtod njeno ime Mara. In ljudstvo je godrnjalo proti Mojzesu in reklo, kaj bomo pili. Zaklical je Gospodu in Gospod mu je pokazal kos lesa, ko je vrgal v vodo, je voda postala sladka. Tako da, ko pridemo v bistvu v situacije, ki so čisto nasprotne od tega, kar je Bog obljubil, je dobro, da pridemo pred Jezusa. V bistvu ta kos lesa, ki je spremenil grenko vodo v sladko, je v bistvu ponazarja križ. Moč križa je v bistvu zlom vsako prekletstvo, vsak greh, vsako grenkovo, vsako nezadovoljstvo, vsako kontaminacijo in jo spremeni v pravičnost, pozdravljenje, v sladko vodo. Tako da Jakob prav, student ne more biti ta slada slada. Bog hoče, da imamo slade studente vse, da imamo sladko vodo, da imamo čisto vodo, čisti izvir. In hudič nas hoče v bistvu čez okoliščine, čez to, kar gledamo, nas hoče v bistvu, ali pa čez druge ljudi, čez besede, nas hoče gledati v grenko vodo, oziroma nas nabojiti grenko vodo. Moramo čuvati svoje srca, moramo čuvati, kar nam je Bog dal, moramo paziti to, kar gledamo. Bog ljubosumno hrepeni po duhu, kar nam je dal. Dobro, da smo tudi mi ljubosumni, v bistvu, da smo agresivni v čuvanju tega, kar nam je Bog dal. Da se ne spuščamo v bitke, kar nam jih Bog ni namenil. Zato, ker v tem svetu je veliko stvari, ki se lahko zakačiš takoj z njimi. In če nisi pazljiv, se bo začel boriti, ko se boriš v mestu in se bo zmatral. Hudič hoče zmatrati svetnike, piše na konc danja, v bistvu, da spreminja čase, zato da bi se svet utrudil. In če spremeš boje in bitke, ker jih Bog ni namenil, boš rado zmatral. Edini boj, ker imaš še boj vere. In je dobro, da ven iz počitka, ven iz te resnice Boga, iz polnosti Boga, hodeš v zmagi. Tako da so določene bitke, ker te je Bog poklical, ampak to ni, da se boriš sam s sabo. Ne. Bog noče, da se borimo sami s sabo, s stvarmi iz preteklosti, ali je zmaga v Kristusu. Tako da je razvodetje Boga, ki nas prav čez. V bistvu rabimo vsakega sveža razvodetje, svežo mano, svež dotik, svežo prisotnost. Zato je dobro, da začnemo vsak dan, v bistvu, s tem, da se srečamo z Bogom. Mi ne moramo sami sebe spremeniti. V bistvu vsak dotik Boga nas spremeni. Da več, ko si v Božji prisotnosti, več, ko si v njegovi besedi, v bistvu te začne Bog spremenjati. In šele, ko smo spremenjeni, v bistvu lahko vstopamo v nove stvari. In ta grenka voda, v bistvu je lahko posledica starih izkušenj, starih spominov. Zadnjo sem imel sanje, ker sem sanjal star monitor in stare datoteke, ker so bile 2006-2007 in pač Bog mi je rekel, da hoče zbrisati te datoteke in v bistvu nakrcati nove fajle. V bistvu. In Bog je rekel, novo srce vam dam, oddajam vam pomito srce, dam vam voljno srce, da boste lahko izpolnjevali moje zapovedi. In ko sprejmeš novo srce, v bistvu sprejmeš delo Boga, takrat z lahkoto lahko hodiš v novem. In ko sprejmeš novo, boš pozabil stisko starih dni. Tako da, in toskrat, ko Jezus je rekel, ko žena dobi otroka, pozabne količino trpljenja, ki šla čez proces rojevanja. Tudi
Izak, ko moja mama umrla, je bil žalosten, ker je Bogu, v bistvu, ko prišla žena, ki je pozabila na to žalost, ki se je potolažila. Tako da, če se pa skozi vrtimo v preteklosti, če iščemo odgovore v preteklosti, v tem, kar se nam je zgodilo, če to vrtamo v tem, v bistvu pogrevamo so žalost, odpiramo te rane, dodajamo sol tem ranam in v bistvu ni ozdravljeno. Zato Bog hoče, da vstopimo na novo. In to se je rekel, staro je prešlo, vse dela novo. In ko sprejmeš novo, v bistvu staro zbredi. Še naprej, tedaj je določil zakon in pravo in tam jih je preizkušal. Rekel je, če boš res poslušal glas Gospoda svojega Boga in delal, kar je prav v njegovih očeh in ubogal vse njegove zapovedi in izpolnjeval vse njegove zakone, ne bom spravil nate nobene od bolezni, ki se jih poslal na Egipt. Kajti jaz sem Gospod tvoj zdravnik. Iz te grenke izkušnje v bistvu se mi je Bog pola razvodel kot zdravnik. Prvič v Svetem pismu, Bog se je dal ime zdravnik, on je takrat pozdrav. Bog ti ni dal trpljenja, Bog ti ni namenil bolezni, Bog ti ni dal... Bog je dober Bog. Jako prav, v njem ni nobene sence. Doskrat mi zaradi okoliščin, s katere smo šli, dodamo lahko senco Bogu. V bistvu mislimo, aha, Bog je to naredil, ampak Bog je dober Bog. Bog se je te razodel kot zdravnik, že v stari zavezi. In dobro je, da vemo, da poznamo karakter Boga in to spoznamo, lahko dobimo samo čez njegove besede. Ne moramo čez izkušnje, čez katere smo šli, mi definirati, kakšen je Bog, ampak čez izkušnje drugih ljudi. Aha, če je ta film varil, pa kaj se mu zgodil. To ni spreminja karakterja Boga. Jezus je rekel, jaz sem tisti, včeraj, danes in na veke. Njegova milost je vsak dan nova, v bistvu Bog je milosten Bog. In je daroval svojega sina za nas. Če je daroval svojega sina, kako nam ne bo dal vsega drugega, prav Pavel, če je dal svojega sina za nas. Tako da ne smejo nas definirati naše izkušnje. Mi smo definirali ta leta služenstva, ki so bili v Egiptu, so jih pač formirali, so v bistvu dala mentaliteto služnja. Zato Bog hoče dati ven iz nas operacijski sistem služnja in dati operacijski sistem sina. Mi smo sinovi Boga. Pavel piše v Rimljanih, vsi, ki se dajo voditi Svetemu Duhu, so Božji sinovi. Tako da Jezus je bil prvi sin, mi pa kot njegovi brati vstopamo v sinovstvo. On je bil prvorojen sin. Tako da, ko sprejmemo Kristusa, ko sprejmemo besedo, postanemo otroci in porastemo v sinove. Čez poslušnost, čez vodstvo Svetega Duha, čez proces. In je obdobje, ko smo nedoletni dedični, ko smo podoskrbniki. In pride pa čas, ko pridemo v zrelost v dediščino. Tako da, ampak je proces. In dostakrat je proces hoje, ko so izkušnje grenke, ko so puščavska, recimo, področja, čez katera gremo. Tudi mi recimo živimo v narodu, ko je prosperiteta, ko izgleda vse v redu, brezposelnost je na nuli, pač ekonomija cveti, ampak v bistvu duhovno je to puščava. Mi smo na območju, ki je duhovna puščava in Bog hoče to spremeniti. Zato Bog v bistvu prilika prav sadi sinove kraljestva po zemlji. Bog najprej sadi besedo v naša srca, pride pa vsejalcev. In če mi ohranimo besedo, ta beseda začne rasti in producirati sadove. Ampak on tudi nas sadi na to nivo, ki je svet, in hoče imeti sinove, ki bojo zrastane, ki bojo v bistvu se množili na zemlji. Isto, kaj Adamu pa Evi je postavil v vrt, ker zemlja bila v kaosu pred tem. Bog je ustvaril vrt in postavil Adama in Evo in hotel, da širita ta vrt čez celo zemljo. Tako Bog nas pošilja, da širimo njegovo kraljestvo po tej zemlji. Ampak je proces, tako da dostakrat mi vidimo velike obljube, imamo velika preroštva in če ne vidimo tako izpolnjenja, lahko ratamo zafrustrirani. Ampak je proces.
vere, tako da je vse spojen. In tudi, če gremo čez puščavo, Bog noče, da je v nas puščava. Mi lagajemo čez puščavo, vodnjak je v nas, tako da imaš dostop, neprestano, 24 ur, 7 dni na teden, do Boga, do izvirov žive vode, do vseh resursov, ki so v Bogu. Tako da sam na nas je v bistvu, a mi posežemo potem in hodimo v teh močeh in modrosti in v znanju, ki nam je Bog dal namen. Tako da, ampak dobro je, da izberemo njegovo pot. Tako da Bog ima dobre plane, dobre načrte za nas, piše Jeremija. Ampak dostakrat mi mislimo, da oni boljši plane. Bom jaz pač pomagal na Bogu. Jaz mislim, kaj je bolj zame. Zato je ključ v tem, da sprejmemo njegovo voljo za naše življenje. In da počakamo na njegov čas, da nam da stvari, da Bog ve, koliko mi lahko odnosimo. Tako da mi smo oskrbniki na tem svetu, že vse, kar nam je Bog dal, in v duhovnem, in v naravnem. In Jezus je rekel, da sem bil najprej zvest, te bom postavil na več. To je duhovni princip, ki vedno deluje. Če si ti zvest nečemu, tudi če nimaš nič od začetka, bo Bog pomnožil to, nadnaravno. Ampak Bog rad zvesti oskrbnike. Ampak če mi v bistvu mislimo, zdaj meni to pripada, razmišljam recimo čez preroštvo, čez besedo in če ne vidim tega takoj in če nisem pazljiv, lahko radkam zafrustriran in abortiran ta proces. Da mi ga je Bog namenil, da sem zvest pa malem in Bog me poslal na več. In če to abortiram, v bistvu ni več tudi ne ostane. In potem iščem eno bližnjico, kako bom jaz to dobil hitreje, v bistvu mimo Boga, na svoj način, bom dobil stvari, ki mislim, da jih je Bog namenil. Ampak pri Bogu ni tako, ne. Bog gre v bistvu Bog te pele čez proces, ne. Pridejo pač testi in če se takrat v bistvu pravilno odzovem, me Bog promovira, ne da narečem. Tako da Jožef je imel ful veliko obljubo, sanje, v bistvu, videl je ful močno usodo, kaj ima Bog za njega, ampak proces, ki je mogoč, da je prišlo do izpolnjenja, pa ni bil lahko. Nekako 12-14 let v bistvu v naravnem je šlo vse v bistvu čist kontra temu, kar me Bog rekel. V bistvu brate so ga izdal, prodal v služenstvo, potem tam je spet se mu zgodila krivica, zato ker je bil poslušan Bogu, je bil svet, ni se vdol skušnjavi, je končal zapor. Jaz verjamem, da te sanje, v bistvu, tukaj je bil on v bistvu požit s temi sanjami, da to ga je pelal čez vse to. Ta preroška beseda je držala, zato tudi Peter prav, preroška beseda, ki vam je bila dana, je kot svetilnica, ne oklenite se jo, dokler ne bo te svetilke, ki je v vas, dokler ne bo prišel dan, ki bo vse razsvetilo. Tako da morate tega okleniti, te svetilke, ki ti jo Bog dal, in jo čuvati, da jo v bistvu ne zaduši tema. Ne moš čuvati sol, ki jo imaš, da se sol ne pokvari, ne moš čuvati vodnjaka, ki imaš. To je v bistvu najbolj dragoceno stvar, ki jo imamo. In najbolj dragocen je nebeški klic, ki nam ga Bog dal. Najbolj važen je, na koncu, ko bomo prišli pred Boga, bomo rekel, dobro zvesti služabnik, vstopil v veselje svojega gospodarja. To je najbolj važno. Nima veze, zakaj imaš tle v tem svetu, a kaj dosežeš. Važen je na koncu, ko boš prišel pred Jezusa. To je lahko danes reče, lahko pa čez 20-30 let, da ti Bog reče, dobro je zvesti služabnik, vstopil v veselje svojega gospodarja. To je najbolj važno. Tako da dobro je, da imamo perspektivo, na to večno perspektivo stvari. Zato, ker hudič nas bo hotel zafrustrirati čez stvari, ki se nam dogajajo ali v življenju, kar vidimo v tem svetu, ker stvari niso, v bistvu, obtežijo tvoje srce. Zato smo zadnjič v Hebrejcih, ki prav, gledajte na Jezusa, ki je začetek in dovršitelj vaše vere, da se ne boste v svojih dušah utrudili in omagali. Ker tvoja duša se hitro lahko utrudi, pa omaga, ko vidiš krivico, ko se tebi krivica zgodi. Jožefu se je tu velika krivica zgodila. In on sploh ni bil na novo rojen, v bistvu ni imel tega, kar imamo mi, ni bil izkrščen v svetem duhu. Ampak je ohranil vero do konca in prišel do izpolnjenja obljube. Bog je pelil čez cel proces. V psalmu piše, da je bil Jožef v verigah,
ki ga je prečiščevala Gospodova beseda. Tako da ves ta proces, čez kateri je on šel, je šel čez te verige, ki ga je Božja beseda prečiščevala. To mi rado dopusti, da nas njegova beseda prečiščuje. Ne glede na to, da ni lahko, ampak je ta topilnik vere, ker v bistvu naša vera čez preizkušnje rata pretopljena, v bistvu rata kar čisto zlato. In s tem zlatom v bistvu bomo mi prišli na konc Boga, bomo bogati. V bistvu smo že zdaj bogati. Tako da Jožef je mogel čez procese. Od začetka je bil on samega sebe, v bistvu se pozdigal nad brate. Dokaj na koncu je rekel, če bo Bog hotel, bom ti mi bodo razlagal zadnje sanje. Dokaj smo mi polni sami sebe, pa svoje moči, smo lahko prepreka in ovira temu, kar Bog hoče narediti, vrne nas čez nas. Tako da moramo dopustiti, da nas on prečist, da nas njegova beseda prečiščuje. In potem vstopa lahko v počitek, v obljubljeno deželo. Tudi Izraelci, ki so šli čez ta proces, v bistvu jih je Bog testil, v bistvu bojo in hotel jih pač formirati v svoje ljudstvo, ampak na koncu jih ni veliko pač na noter, je mogo pač novo generacijo vzdigati. Da to se je zgodil, piše v Hebrejcem nam v opomin, ki so bili nam za zgled. In piše, paste, da ne bo kdo od vas padel, da so oni padli v puščavo. Ampak primo učil Jezusa, korakimo skupaj z njim naprej in pustimo Bogu, da njegova beseda deluje v nas. Ko govori v Hebrejcih 3, da nas Bog hoče pripeljati v počitek. Na koncu piše, da govori o Božji besedi, da Božja beseda je živa in delujoča, ostrejša kot vsak bolezni meč, da zareže do ločitve duše in duha. In to je ključ, da mi vstopimo v počitek, da se pustimo, da nas Bog obreže, da nas on formira, da ustavi novo naravo v nas, da živimo manj iz Božje narave, ne svoje narave. Čez njegove dragocene obljube smo postali deležni Božje narave. Mi to sprejemamo kot seme, ampak moramo se okreniti tega semena, da to seme začne razpravljati producirati sadove. In pa bomo vstopili v počitek, bojo stvari začele delovati. Tako da, ko smo zvesti v malem, nas bo postavil na več in bomo rastli, da bo vsem, in v duhovnem, in v naravnem. In v bistvu bomo lahko postali pretok za vse, kar je Bog namenil, da smo pretok. Isto v duhovni naravi, ko si zvest, pač ko začneš, ki si zvest, ti Bog dodaja več in več in več. In isto je pač sadovi duha. V bistvu moramo negovati sadove duha. V bistvu moramo se odločati ven iz novega človeka, v situaciji. Tako da mi nimamo izbire nad tem kontrole, nad tem, s čem se bomo v življenju srečali. Ampak vedno imamo izbiro, kako bomo reagirali. Tudi ljudje v svetu imajo to isto izbiro, ker je v bistvu Bog dal vsakmu svobodno voljo. Svobodna volja v bistvu je največja moč. Je močnejša od Boga. Svobodna volja pa ima tudi padli človek, ki je močnejša od Božje volje. Zato je najmočnejša stvar, kar se nam lahko zgodi, ker mi svojo voljo podredimo Božji volji. In takrat začnejo v bistvu delovati. Vse, kar je Bog namenil za nas, se začne dogajati, ker mi rečemo, ne Bog moja volja, ampak tvoja volja se zgodi. Zato je Jezus čez to najhujše trpljenje, ki je mogel iti čez križ, ki je vedel, kaj ga čaka. V bistvu je bitko je zbojeval v Getsemanskem vrtu. Je vsa groza tega je prišla na njega, in že pred tem. Učenci so zaspali. Ampak on je rekel, bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je voljan, ampak mesto je slabotno. Tako da ključ je v tem, da smo mi, in pol je rekel, je molil, Bog, če tvoja volja nekaj tak, kjer mimo mene, ne vedo, kaj bo prišlo. Je rekel, ne moja volja, tvoja volja. In kaj je to rekel, in kaj se to odločil, v bistvu je premagal. In pol je lahko šlo često. To je ključ tudi za nas. Ker tudi pri nas je v bistvu duh je navdušen, piše, da je dostkrat navdušen, zavzet, goreč.
v duhu pač čutiš nadaravno moč, čutiš usodo, čutiš, da lahko narediš vse na določenih trenutkih. Ampak lahko pride pa drugi dan, ko pa ne boš več tega čutil. Ker si v duhu gor, se lahko posvetiš za marsikaj, rečeš marsikaj, se odločiš marsikaj, ampak tvoje mesto še zdaj živiš v tem mestu, ki je slabotno, imaš to dušo. Če nisi previden, te lahko v bistvu to zaustavi. Zato je dobro premagati te slabosti duše in mesa čez molitve, premagati skušnjave. Ker se počute molitve, da ne padete v skušnjavo, tako da jaz verjamem, da 90% takih skušnjav lahko mi premagamo že z molitvijo naprej, da sploh nisi več skušan. Ampak da si v bistvu to poln Boga, in svetega duha in besede, da si v bistvu to sploh nisi skušan s tem. Zato je v bistvu dobro preživeti čim več časa z Bogom, v njegovi prisotnosti. Imeti to odločnost, da hočem izpolnjevati Božjo voljo. Hočem to, kar jaz mislim, da je dobro, ampak to, kar ti Bog. Zakaj si me ti namenil, da se mi to zgodi v mojem življenju. Ker Bog je v bistvu nas poznal že pred nastankom tega sveta, napisal je knjigo za vsakega od nas, določil je v bistvu stvari že vnaprej, v bistvu. Nimamo samo vstopati v to, kar je on še vnaprej pripravil. On je že določil, kje bomo živeli, v katerem času bomo živeli, s kom se bomo srečali, s kom se bomo poročili naše otroke. On je že vse v bistvu splaniral. Mi smo prepuščeni sami sebi kot enajski roke, da si moramo ustvariti stvari na svoj način. Ker Bog že je stvaril stvari. Mi se moramo podrediti temu, kar je on namenil za nas, v tem hodati. In tudi, če v bistvu stvari v določenih sezonah niso lahke, je v bistvu na koncu nas čaka zmaga, na koncu nas čaka nagrada. In Bog hoče, da živimo v polnosti, že zdaj, v tem svetu, v polnosti njegove prisotnosti, blagoslova, kar je namenil, da smo nasičeni, v bistvu, da nismo lačni. Naprej piše, potem so prišli v Eliki, kjer je bilo 12 studencev in 70 parov. Tam so se otaborili ob vodi. Se pravi, ker so prišli do vode in so se lahko otaborili, osvežili. Piše 12 studencev, 70 parov. Tako da jaz verjamem, da to me spominjala pač, Jezus je bil najprej 12 učencev, po 70, pol je širitev. Oni so prišli čez vodo, premagali so to grenko preizkušnjo, prišli so do sladke vode, imeli so sladko vode, pol se lahko začne širiti. Najprej 12 učencev, pol jih imeli 70 poslov. Ampak dokler imamo mi vse grenkoba, dokler smo dvojnih misli, dokler smo malo v mesu, malo v duhu, pač nihamo, se ne moramo pravilno širiti. Bog hoče, da v bistvu se na pravilni način širimo in da to, kar reproduciramo, da je zdravo. Da imamo zdravo DNK, da se v bistvu, da se pomnožijo semena pravičnosti. In pač verjamem, da Bog hoče dati širitev, ampak najprej se moramo mi vse razširiti. Razširiti meja svojega šotora. Piše, razveseli se nerodovitna. Kdo ti bom potomstvo? Čeprav si bila nerodovitna, so se ti posmehovali, zasramovana si bila. Pač šla je čez to svojo puščavo, bila je pač obsojena, zasramovana, ampak Bog je rekel, poznala bo stisko svojega udovstva, stisko preteklih dni. In Bog ti bo dosinovaj. Bog bo v bistvu vse, kar je v Bogu, bo naredil v naši življenji. Samo ne spusti tega upanja, ne abortirati semena, ne abortirati procesa, ampak oklenimo se upanja, kar nam je Bog dal. Nebeški bratje, pritiskimo proti nebeškemu klicu, katerega nas je Bog pritiskal. Ne spustiti procesa, ne dovolj, da ti kradljivci pač ukradejo tvoj mir, kar imaš, tvojo dediščino, da ti nažirajo v bistvu tvoje srce, da mečejo temo, na lučke v teme. Da zmeri imam jaz oblast, da to odbijam. Zato, ker Bog nam pogrinja mizo, ampak je dostkrat v prisotnosti sovražnika.
Ampak nima veze. Pač mi imamo gostijo, tudi če so sovražniki, tudi če so stvari, ker niso vse v redu, ne, okoli nas. Pač fokusiraš se na Boga, na mizo, kot je on pripravil, na vode miru, na zelene pašnike, na njegovo čašo. Ne. In nima veze, pač ne sovražniki dela, kaj hoče. Ne. Pač Bog bo dokončal to, kaj začel. Da ne lučke v nas postane svetla bolj bolj. Bog nam je že pripravil vse, kar rabimo za življenje, pobožnost. Bog je že vse skladil, dal nam je talente, bodimo zvesti v skrbniki in še ne s strahom in trepetom delimo za svoje zalične. Da verjamem, da je v bistvu pred nami čas, ko bomo prišli v to dorastlost. Eni smo že dolgo časa z Jezusom. Šli smo čez veliko stvari, ampak Bog, če pogledamo nazaj, v bistvu je bil vedno zvest svoje besede. Mogoče ni bilo vse, kar smo mislili, da bo se zgodilo, ampak Bog je bil vedno zvest, da je pravo nad nami. In v bistvu on išče bolj na srce. Važno je, da imamo bolj na srce, da imaš vse to željo, ja Bog, jaz hočem izpolnjevati svojo voljo, hočem tebe, Jezus, na prvem mestu. Odrekam se svojega življenja, polagam ti svoje življenje. Pavel prav, ne udarujemo svoje telesa na živo in sveto žrtvo. Bog hoče, da postanemo žive žrtve. In da se prenavljamo v svojem mišljenju, da bomo spoznali, kaj je njegova popolna volja, kaj je njemu všeč, kaj je popolno in kaj je dobro. Tako da imamo velik klic za izpolniti, ampak je v bistvu, to je maraton, to ni šprint, ne. Dostkrat se v bistvu, mi slišimo grube, malo dotik Boga, pa začnemo laufati, ampak to se hitro zmatraš, če nisi razvil. Možda imeti perspektivo, da je tek dolg v bistvu in da važno, da tečeš na startu in da na koncu pretečeš v moči. Dobro je veliko duše, ampak moramo imeti to stabilnost, da ohranimo stvari, kar jih je Bog dal. In tudi, da nismo pa pač kot, da nas ne premetavajo valovi, gor pa dol, ne. Enkrat sem ful navdušen, potem sem pa čisto sud, ker se mi kaj ne izide, ne. In to je v bistvu ta duša, ki te bolj premetava levo desno, ne. Pa Bog hoče, da smo stabilni. Ne glede na to, a so ful dobre stvari, ali so ful slabe, ne. Okoli nas, a se zgodijo, ne. Da imamo določeno stabilnost, ne. In zrelost, ne. Pol lahko zaupa več, ne. In verjamem, to Bog gradi v nas, ne. Bog hoče najprej sezidati nas, naša življenja, nas utrditi, postaviti na temelj in potem tudi lahko mi zidamo, v bistvu skupaj in zidamo tudi drugima. Tako da vse, kar nam je Bog dal, je v bistvu zato, da pozidamo na zemlji to, kar hoče, da pozidamo, da mu naredimo hram, prebivališče in da najprej on prebiva v nas in da pol v bistvu kolektivno prebiva med nami in da se giblje z nami in med nami. Amen. Tako da potem so šli oni še naprej, v bistvu. Tukaj se je njihova pot ni končala, oni so šli potem naprej. Bog je začel tudi naravno skrbeti za njih. Prišla je mana, prišle so prepelice, ampak oni so skozi mali andrani, v bistvu nikoli niso bila je ta grenka izkušnja preteklih dni še vedno v njih. Zmeraj so imeli ta mentaliteto službe. In pač Bog noče, da se nam to zgodi. Tako da imamo to prednost, da nam je Bog dal novo srce, da nam je dal nove misli, da njegove zapovedi za nas niso težke. Za njih je bil to zakon, ki je toliko, ampak nam je Bog dal srce, novo srce, ki je z veseljem izpolnjuje njegove zapovedi. In v bistvu ti njegova beseda postane kot med, kot mleko. Najprej sprejmeš mleko besede, potem dobivaš vedno močnejšo hrano in vstopaš v bistvu v obljubljeno deželo. In tako da Bog hoče, da mi postanemo in da vstopimo v obljubljeno deželo in da mi postanemo ta dežela za druge. Ker bi ljudje to videli, da jaz to hočem. Da bo nekdo videl, da imaš ti živo vodo, da ne boš nič rekel, ampak bo začutil prisotnost Boga, bo začutil ta mir
in bo hodil to, ne. In tako je Samarijanka v bistvu. Je videla, da ima nič nekaj več od te naravne vode, ne. In bolj pustila ta vrč in je šla oznanjati po celi vasi, ne. Prepeljala vse noter, ne. In v bistvu to je ključ v bistvu, da se kraljestvo širi po zemlji, da mi pustimo, da tam verci živa voda potečejo, ne. In da ljudje ne samo slišijo o Bogu, ampak da živijo Boga. Ker jaz, ko sem se spreobrnil, jaz sem bil totalen ateist, v bistvu čist, sem bil nastrojen nekako v tem času, sem bil predsodko, ne. Sem v bistvu videl samo eno religijo, ne. Sem na to predstavil, v bistvu religija, duhamornost, manipulacije. Ampak jaz, ker sem prišel na prostor, tako se je evangelij pridigal, in enkrat sem začutil živo vodo, ne, ampak nisem vedel, da je to živa voda. In sem začel teči v meni, v bistvu sem bil čist preplavljen svetim duhom. In sem rekel, to je to, jaz nisem nič verjel, kaj on govoril tam, ta pridiga. Ampak sem vedel, to je to, kar sem jaz iskal celo svoje življenje. In ko šlo to doživi v hotu, ne, ljudje so željni, ljudje so lačni, ljudje so prazni. Ko bo on začutil živo vodo, on bo pač hotel ta izbir, ne, Jezusa, ne. Ja. Dobro je, da se izpolnjujemo s svetim duhom, ne, Pavel pravi, to je Božja zapoved, ne. Bog hoče, da gremo suhi in prazni čez ta svet. Zato je tudi dobro, da vztrajamo slavljenje, mi, ko smo skupaj, ko smo sami, da obožujemo. Jezus je govoril Samarijanki o živi vodi, je razdelil slavljenje v duhu in resnici, ne. Ni slavljenje pač zunanje, po nekem kraju, kjer je voda tvojega očeta, kar ti misliš, da mu slavi, da si naučena, ampak je slavljenje ven iz duha in ven iz resnice, ne. Sveti duh je duh resnice in on te bo vodil v slavljenje, da se nebesa odprejo, da reka teče. In Pavel zapoveduje, ne, izpolnjujte se s svetim duhom. Nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami, duhovnimi pesmimi. To je pač ena stvari, ki te konstantno drži polnega svetega duha. Če greš suh, obrazno čez ta svet, je težko, ne. Je težko, v bistvu. Če vsaka stvar lahko vrže iz tira. Najmanjša stvar je, da vrže iz tira, da te pa spotakne. Če si pa poln svetega duha, v bistvu te pa se stvari sploh dostakrat dotaknejo, ne. So lahko še hujše stvari, ampak nekdo, ki reče, če si suh, prazen, ampak pod vplivi nekaj duha teže, te bo vsaka stvar zadela, recimo meč, te prebode v srce. Ampak če si poln svetega duha, v bistvu greš lahko čez te stvari. Tako da Bog hoče, da smo polni svetega duha, da smo vrelski, da teče dobre vode v svetem duhu. Pavel pravi, da bilo molih vzlikih izdeluje sam sebe. Tako da dobro je biti močan v notranjem človeku. In v bistvu pol lahko hodiš v obljubah Boga. Ne moš v svoji moči navzven. Bog nam je dal vse, kar imamo, da pretečemo ta tek, da gremo tudi čez puščave, tudi čez suha obdobja, tudi čez preizkušnje in da na koncu vstopimo v počitek in v obljubljeno deželo in da prejmemo nagrado, ki nas čaka na nebesih. Tako da, aleluja.